V imenu društva DM+, Društva mladih Slovencev v Italiji, vam izrekam dobrodošlico. Ponavadi se naše društvo ukvarja z izobraževanjem mladih. Naš cilj je opolnomočiti mlade zamejstva, zato da bodo lahko aktivno sooblikovali okolje, v katerem živijo pravzaprav. Ko sta nam torej Fundacija Pot miru in Euroservice predlagali to sodelovanje, smo bili takoj za. Namreč prepričani smo, da so evropski projekti področje, ki ga pri nas premalo poznamo, a so istočasno področje, ki predstavlja velik potencial tako za posameznika, za posameznikovo pot, službeno tudi, kot tudi za naše obmejno področje. Tako, zdaj, prosim še vsakega udeleženca naj popravi ime, če ima ime kakega drugega družinskega člana na kvadratku, da to spremeni s pravim imenom. Namreč po uvodnem delu predavanja, ki traja približno pol ure, bomo delali po skupinah in zato, da vas lahko razvrstimo, moramo vedeti, katero je vaše pravo ime na zaslonu, mora torej pisati. Tako, zdaj je pa že čas, da predam besedo naprej in sicer najprej bo spregovoril Andrej Bertok, ki nas bo uvedel nekako v svet evropskih projektov, nato bo spregovorila Maša Klavora, ki nam bo povedala marsikaj o Poti miru, nazadnje pa nam bo še Mara Černic nakazala nekako smer, v katero se razvija turizem v tem trenutku. Tako, torej predajam besedo Andreju in vsem želim prijeten večer v naši družbi. Se slišimo? Zdaj pa ja. Zdaj pa ja. Evo, ta uvodni del sem zgrešil, ampak verjamem, da bom lahko popravil oziroma ponovil še enkrat, kajti Lucija, sem se ti najprej lepo zahvalil za besedo. Zahvalil sem se društvu DM+ in vsem mladim za pozitivno energijo, dinamičnost in predvsem za zanimanje za svoj teritorij. Moja naloga je, pozvali ste me k sodelovanju, počaščen sem, da sem lahko del te mlade družbe, da vas skušam upeljati vsaj uvodoma na evropske projekte, kajti moj poseg, ki bo sicer trajal približno 10 minut, želi podati nekaj osnovnih informacij o teh, kaj sploh evropski projekti so. In predvsem bom skušal, ampak samo skušal odgovoriti le delček, kako pridemo do uspešnega projekta, kakor je na primer tudi naš glavni projekt in sicer Pot miru, kateri seveda tudi snovalcem čestitam za tudi nedavne uspehe, kasneje bomo tudi slišali, kateri so ti uspehi že toliko let, tako da iskrene čestitke. In pripravil sem tudi krajšo predstavitev, tako da bi prosil, da mi samo potrdite, da vidite torej predstavitev. Jo vidite? Vidimo. Vidimo, super. Kot rečeno, torej, naslov je, kako nastane uspešni projekti. Ampak preden pridemo do srca tega, v bistvu tega posega, dovolite mi samo na kratko, da predstavim sprva podjetje Euroservice, ki je pristopilo k sodelovanju pri tem dogodku. In sicer Euroservice je svetovalno podjetje, ki že od leta 2004 deluje na evropskih projektih. Svoj sedež ima v Trstu, vendar pred nekaj leti smo v bistvu odprli tudi eno startup s sedežem v Vidmu, to je Friuli Innova. Sedež ima v tehnološkem parku Friuli Innovazione in se zlasti ukvarja s podporo za italijanska podjetja, kar se davčnih olajšav tiče, raznih prispevkov za razvoj inovacij italijanskih podjetij. In prav tako v Kopru imamo tudi podjetje imenovano Evropski center, ki pa se ravno tako na slovenskem tržišču ukvarja torej s podporo podjetjem oziroma z internacionalizacijo podjetij. No, celotna skupina Euroservice ali pa grupa, kakor temu tudi rečemo, šteje danes približno 30 sodelavcev, torej kar velik tim. Smo zelo dinamičen in tudi mi, moram reči, mlad tim, če ne drugo po srcu, mlad in dinamičen tim, ki lahko se pohvali kar v svoji zgodovini Euroservicea 160 zmaganih in obračunanih evropskih projektov. To je zelo pomembno število, mi se radi pohvalimo tudi s tako velikim številom in lahko tudi
izhajamo iz tega števila zato, da rečemo, da smo v bistvu eno izmed osrednjih podjetij, ne samo v naši deželi, torej Furarin, Julijski Kranji, ampak tudi širše, z največjim številom evropskih projektov, ki smo jih torej zmagali in tudi, bi rekel, uspešno izpeljali. Ampak, kaj konkretno pomeni biti evroprojektant? Kaj je evroprojektiranje? Sedaj tukaj ni čas za interakcijo, interakcija bo kasneje, ampak dovolite mi samo, da vam na kratko predstavim, s čim se mi vsakodnevno ukvarjamo. Prva faza našega dela je ta, da presodimo projektni predlog. Ali je projektni predlog zrel za to, da ga prijavimo na določen razpis. Da poiščemo in preučimo, katere so možnosti financiranja za ta projektni predlog in kasneje seveda se ukvarjamo s pripravo celotnega projekta za prijavo na določen razpis. Iščemo tudi partnerje, zato je tudi pomemben del našega dela mreženje, torej spoznavanje novih akterjev, novih subjektov, kot na primer tudi danes, in veselje mi je, da lahko tudi je to priložnost, da v bistvu se spoznamo, da koordiniramo potem tudi to partnerstvo in ko nazdravimo k uspešno zmaganemu projektu, pa preidemo na v bistvu izvajanje samega projekta. In naše delo v bistvu se osredotoča dejansko na upravljanje samega projekta, se pravi, da skrbimo za to, da projekt teče, kakor mora teči in da tudi pomagamo, torej dajemo podporo našim strankam pri poročanju vseh stroškov. Včasih nas naše stranke tudi pozovejo, da jim pomagamo pri realizaciji določenih aktivnosti, kot je na primer vodenje določenih delavnic, tiskovnih konferenc ali podobno. Se pravi, da tudi pri tem smo zelo aktivni. Poleg evroprojektiranja se ukvarjamo z internacionalizacijo podjetij. Organiziramo različne seminarje in posvete na različne tematike, nudimo tudi servis prevajanja in tolmačenja in tukaj, kakor lahko vidite z rdečim, bom že malček reklame tudi delal za naš online spletni, se pravi, tečaj o evroprojektiranju, ki se bo pričel 2. marca. Kasneje boste tudi prejeli to predstavitev in boste lahko kliknili na to povezavo, kjer boste lahko našli nekaj več informacij o samem programu, kdo smo predavatelji, se pravi program, tudi seveda samega tečaja in vsi udeleženci boste tudi prejeli popust, kupon, promocijsko kodo za popust pri udeležbi tega tečaja. Na tem slajdu, na tej diapozitivi lahko vidite le nekaj programov, s katerimi se ukvarjamo na Euroservisu. Kot vidite, pretežno lahko vidimo tukaj besedico Interreg, to so programi, ki se ukvarjajo s čezmejnim oziroma transnacionalnim sodelovanjem, seveda rad bi izpostavil Italija-Slovenija kot zelo pomemben program za Euroservis, Italija-Hrvaška, seveda tudi čezmejni program Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija in pa transnacionalni, se pravi širša območja sodelovanja, kot so lahko območje Alp, Adrion, Central Europe. In pa tudi tako imenovani direktni oziroma programi, ki se financirajo direktno od Evropske komisije. Želel bi poudariti, da leto 2021 je za evroprojektante, za evropske projekte izredno pomembno, kajti se pričenja novo programsko obdobje. In ravno ta trenutek, se pravi leto 2021, je zelo pomembno za vse nas, kajti je vsakodnevno, pretiravam, ampak vsakotedensko lahko spremljamo kar nekaj zanimivih novosti in nove možnosti za financiranje naših projektnih predlogov. No, sedaj pa gremo še k srcu tega posega in sicer, kaj pomeni najprej projekt. Veliko govorimo in slišimo o projektih, ampak rad bi začel ta poseg na kratko z definicijo. Na Wikipediji lahko vidimo, kaj sploh projekt pomeni. Da je ciljno usmerjen in zaključen proces. Torej, pomembno je poudariti, da vsak proces, ki ga imenujemo projekt, mora imeti svoj cilj in je seveda tudi časovno omejen. Se pravi, da vse aktivnosti so usmerjene k doseganju tega cilja, ki ga dosežemo z tako imenovanimi podcilji. Naročnik
projekta, v našem primeru razpisovalec, Evropska komisija ali pa drugi programi, pa postavijo te cilje, s katerimi naši projekti jih moramo doseči. Za uspešno realizacijo projekta so ključni izvajalci, ki jih mi imenujemo partnerji, in v sklopu teh partnerjev imamo tudi vodjo projekta, se pravi vodilni partner. Projekti so lahko manjši, večji, srednje veliki, ampak važno je poudariti, da so časovno omejeni, je treba določiti začetek in konec. Pomembno je pri snovanju projektnih predlogov to, kar bomo mi danes počeli, dragi sodelujoči, in sicer, da pridobimo informacije o kontekstu, o problemu, o težavi, ki ga želimo rešiti z našim projektom. Moramo dobro poznati, kateri so evropski programi in razpisi, se pravi, kateri so cilji teh razpisov, da bomo lahko z našim projektom v bistvu pripomogli k doseganju tega cilja. Moramo poznati tudi, katere so administrativna pravila, se pravi, kako zbiramo projektno dokumentacijo, pridobivamo potrebne dokumente za prijavo. Moramo biti pridni pri pisanju, se pravi, moramo biti tudi izvirni in znati dobro opisati, kako bo naš projekt dosegal cilje z našimi aktivnostmi. Najti moramo prave prijavitelje, vodilne partnerje in pa tudi partnerje, seveda. Pomembno je tudi, da so vloge teh partnerjev dobro določene in da vsi ti partnerji tudi sodelujejo pri snovanju projektnega predloga. Se pravi, da ključno pri zmagovalnih projektih je to, da so vodilni partnerji učinkoviti, aktivni, dinamični, tako kot je lahko tudi Društvo mladih Slovencev v Italiji, na primer, zelo angažirano, je primer dobre prakse, kako navoditi določen proces. In vodilni partner mora biti tak, mora skrbeti, da so vsi partnerji primerno in aktivno vključeni, da primerno vsem damo določene vloge, določene aktivnosti, zato da dosegamo cilje. Tukaj se malček ponavlja ta beseda cilj, objektiv, ampak je pri projektih, zlasti evropskih, to izredno pomembno. Moramo tudi vedeti, katere so lahko težave, s katerimi se soočamo pri izvajanju, in seveda najti tudi primerne rešitve. Kasneje pri izvajanju projekta moramo biti pozorni pri tem, da redno spremljamo ali izvajamo aktivnosti, ki smo jih predvideli, da obračunavamo stroške, ki smo jih predvideli, da sodelujemo s organom upravljanja, se pravi s programom in s sekretariatom, se pravi organi, ki financirajo naš projekt, in da imamo kontrolo oziroma sledljivost projekta ter rezultatov. Zadnji dve diapozitivi sta namenjeni pa tisti, katere so najpogostejše ovire pri uspehu določenih projektov. In sicer, da ne odgovarja na izzive, ki jih je program zastavil, da je lahko projekt sicer v skladu s temi projektnimi prednostnimi nalogami, tako imenovanimi, oziroma cilji, ampak aktivnosti niso zadostno ali primerno opisane, da je aktivnost samih partnerjev prešvoh, da so nizka kakovost projektnih aktivnosti. Lahko je projekt dobro zastavljen, ampak ključna besedica v evropskih projektih in ne samo evropskih je to, da moramo biti inovativni, se pravi, moramo projekt zastaviti z novimi inovativnimi idejami, ali pa ena ovira je tudi ta, da projekt ne ustvari realnega sodelovanja med evropskimi partnerji. In tukaj imamo eno drugo oviro, se pravi, da je pomanjkljivo partnerstvo, da so partnerji, ki nimajo pravih kompetenc ali izkušenj za obravnavano tematiko, da nam večkrat tudi pomanjka časa pri iskanju partnerjev, in zato je tudi zelo pomembno poudariti, da za pripravo dobrega projekta rabimo kar nekaj časa. Če pričnemo zastavljati naš projektni predlog, ko je razpis objavljen, je žal prepozno. Se je treba v bistvu pripraviti bistveno prej, kajti dobra priprava je pol poti do uspešnega projekta. Hvala lepa za pozornost in predajam besedo naprej. Maša, zdaj boš na vrsti ti. Ja. Ne pozabi
Dober dan, tudi v imenu Fundacije Poti miru. Slišite, vidite verjetno me. Tako da lahko nadaljujem. Ja, te slišimo, Maša. Ja, jaz bi se tudi rada zahvalila Društvu mladih Slovencev pa Euroservisu, predvsem pa pobudnici tega dogodka, Mari Černic, in vsem vam, udeležencem, ki ste se res v tako velikem številu odzvali na spletni dogodek. Vsi bi si seveda raje želeli imeti srečanje v živo, pa upajmo, da tudi to čim prej. In tako kot je že Andrej omenil, je čas, ko se začenjajo pripravljati, razvijati nove ideje in iz tega snovati nove projekte. Zato je nam tudi ta delavnica pomembna, ker si res želimo slišati, kaj vi, prebivalci tega teritorija, veste o Poti miru, kako jo gledate, kakšne potenciale vidite, pa da nas tudi pokritizirate, če vidite, da lahko še kaj izpolnimo. Pot miru je res tudi en projekt, obenem je pa to ideja, ki se postopoma razvija v Sloveniji že 20 let, v Italiji še dlje časa, rodila se je pa celo na avstrijskem Koroškem. In jaz bi vam rada na hitro predstavila, kaj je Pot miru kot ideja, ne točno, kje poteka, kajti po vaših odgovorih smo ugotovili, da Pot miru v glavnem vsi poznate. Verjetno ste tudi številne spomenike dediščine Soške fronte obiskali. In tako da jaz bi vam predvsem rada predstavila pomen pa vizijo Poti miru. Predstavitev bo v angleškem jeziku, ker je bila predvsem narejena za predstavitev te ideje našim partnerjem širom Evrope. Osnovna ideja je, ki si jo je izmislil gospod Čauman že v 70-ih letih na avstrijskem Koroškem, da tista območja, ki so bila nekoč ločena zaradi front prve svetovne vojne, se zdaj združijo v skupne poti, Poti miru. Kot rečeno, rodila se je prav na tem območju med Italijo in Avstrijo, zelo hitro pa smo jo prevzeli tudi v Sloveniji. Rodila se je, to se pravi, na območju nekdanje jugozahodne fronte prve svetovne vojne in to se moramo zavedati, kajti želimo si, da to območje slovensko, italijansko in tudi avstrijsko-koroško vodi to idejo tudi naprej širom po Evropi. Mogoče smo v Sloveniji jo najdlje in najbolj detaljneje razvijamo, kajti z njo se nenazadnje ukvarja 8 sodelavcev že 20 let, noč in dan, sledimo pa poslanstvu ideji Kobariškega muzeja, ki je verjetno najbolj poznana inštitucija, pa muzej na območju Soške fronte. Kot rečeno, rodila se je na avstrijskem Koroškem že v 70-ih letih na obmejnem območju z Italijo. Mogoče veste, ampak ni samo v Frne-Julijski krajini poznana ta ideja Poti miru, razvijajo jo tudi v drugih deželah do območja Dolomitov. Zanimivo je spremljati, da ta ideja se je rodila na avstrijskem Koroškem kot Weg des Friedens, Pot miru. Že takrat so tudi Avstrijci uporabljali Via di Pace, tako kot mi zdaj na tem čezmejnem teritoriju med Slovenijo in Italijo uporabljamo Sentiero di Pace ali Via di Pace ali pa Pot miru, smo pa v tem času prišli do neke skupne odločitve tudi s kolegi iz Italije, da si želimo graditi evropsko znamko, zato smo se odločili za Walk of Peace, ki bi res ne povezala samo Slovence, Italijane, pa Avstrijce na tem čezmejnem teritoriju, ampak vse prebivalce nekdanjih narodov, ki so se borili v prvi svetovni vojni od vzhoda do zahoda Evrope. Tukaj je hiter pregled, kako se je Pot miru razvijala na območju Slovenije. 30 let je že star Kobariški muzej, mi malo manj. V podobnem času pa so se razvijale tudi Poti miru na Krasu, na slovenski in italijanski strani Krasa, na območju Sabotina. In ravno s pomočjo evropskih projektov, tukaj so najpomembnejši predstavljeni, so te lokalne ali pa regionalne pobude postopoma se povezovale v čezmejno zgodbo in v zadnjih letih tudi v transnacionalno pravo evropsko. Naj omenim, da je ta Walk of Peace projektna ideja lani bila izbrana tudi za najboljši evropski Interreg projekt. In še, da smo prve pomembne korake na tem čezmejnem teritoriju
gradili ravno s pobudnico današnjega dogodka, Maro Černic, ki je bila takrat podpredsednica pokrajine Gorice. Danes zelo dobro sodelujemo na italijanski strani z Agencijo za turizem Furlanije-Julijske krajine, Promoturismo FIVG, z ERPAKom in s številnimi občinami, ki se danes nahajajo na območju Soške fronte, pa tudi z društvi, predvsem je tu zelo aktivno društvo Proloco Fogliano Redipulja. Eden izmed glavnih ciljev oziroma etapnih ciljev je to, da smo dediščino prve svetovne vojne na območju Slovenije, čeprav smo si želeli, da bi bila to čezmejna nominacija, pa nam žal skupaj z Italijani takrat to ni uspelo, čeprav so bili oni pobudniki, da smo vpisali to dediščino na UNESCO poskusni seznam in sedaj počasi delamo korake z željo, da bi tudi svetovna strokovna javnost UNESCO prepoznal, da je tudi vojna dediščina 20. stoletja, predvsem pa dediščina prve svetovne vojne, ki danes ljudi združuje, ne pa deli, vredna tudi tega vpisa. Na hitro, če grem naprej s predstavitvijo ideje. Bistvo te ideje je tudi bistvo spominske cerkve Svetega Duha v Javorci, ki ima tudi znake evropske dediščine v občini Tolmin. Cerkev so zgradili vojaki različnih narodnosti, različnih ver, v času Soške fronte, nekaj 100 metrov za frontno linijo in je takrat in danes je to posvečen prostor vsem, ne glede na vero in narod. In to je tudi ideja Poti miru. In da seveda gradimo mostove, predvsem na podlagi zgodovine, ki je bila žal kruta, krivična, ampak danes gradimo mostove za generacije, ki tukaj živimo in na območju drugih front prve svetovne vojne. Velikokrat se tudi mi sprašujemo, kako, ampak v teh 20 letih smo se marsikaj naučili in imamo kar dobro vizijo, kako s to idejo Poti miru. Vsekakor so pa res dobrodošli vsi predlogi strani prebivalcev tega teritorija, kajti ne nazadnje delamo za to, da tudi mi, prebivalci, tukaj ostanemo, da smo ponosni na te kraje in da v te doline in hribe pripeljemo obiskovalce z različnih krajev. Naše poslanstvo je ohranjanje dediščine, raziskovanje, skupno spominjanje. Pomembno je, da se vseh žrtev skupaj vsi spominjamo, ne samo vsak narod svojih, promocija, izobraževanje in seveda ta trajnostni razvoj teritorija. Naši vrednoti verjamemo, da sta res temeljni. To je medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Le to nam bo omogočilo, da bomo živeli v miru. Naša res glavna cilja, viziji sta, da bi to dediščino vpisali na UNESCO seznam in med kulturne poti pri svetu Evrope. Do sedaj smo to idejo Poti miru razširili ali pa jo vsaj predstavili preko različnih Interreg programov po kar številnih evropskih državah. Tu naj omenim, da zelo dobro v zadnjem letu pri promociji in pri izvajanju evropskih projektov sodelujemo z razvojnimi agencijami tudi na območju Republike Slovenije, predvsem pa Soški razvojni center iz Tolmina, pa tudi druge razvojne agencije na Goriškem, Ajdovskem, Kraškem koncu, Idrijsko-Cerkljanskem, Gorenjskem, tako kot na drugi strani z italijanskimi kolegi, ki sem jih že omenila, in seveda z študijsko-raziskovalnimi inštitucijami, kot je ZRC SAZU, Zavod za varstvo kulturne dediščine in občine in društva. O tem bo malo kasneje tudi Mara govorila. Ideja je, da to se pravi ustvarimo eno evropsko prepoznavno idejo European Walk of Peace, ki ima neke svoje točke in pa tudi neke prave čezmejne poti, kjer so se dogajale fronte prve svetovne vojne. Tako kot je na primeru našega skupnega teritorija Pot miru od Alp do Jadrana, od Bovca do Trsta, ki je približno dolga 500 kilometrov, in obenem razvijamo te točke interesa, ki niso ali pa so neposredno na Poti miru, kot je recimo v primeru Furlanije-Julijske krajine, Ragonja, Palmanova, Videm, pa kraji okrog Benetk, na območju Slovenije so pa to recimo Kranjska gora, Bohinj, Pivka, kraji v Vipavski dolini in tako dalje. Naše aktivnosti so, se pravi, raziskovanje te dediščine, ohranjanje, obnova in povezovanje te dediščine prve svetovne vojne v neko daljinsko čezmejno pot.
sodelovanje in mreženje z različnimi inštitucijami, ki se ukvarjajo s Prvo svetovno vojno, kajti le sodelovanje različnih inštitucij bo omogočilo, da dosegamo prave cilje, vključevanje mladih, predvsem v te izobraževalne programe, razvoj kulturnega turizma in vpise na te evropske in svetovne sezname. Zavedamo se, da je zelo težko razvijati dediščino Prve svetovne vojne v pravi kvalitativni turistični produkt in to nam je vsakodnevno opozorilo, da ne presežemo moralno-etičnih vrednot. V tem času smo definirali različne ciljne skupine, ki obiskujejo Pot miru, lahko vidite, zdaj že malo hitim. Razvijamo tudi različne komunikacijske in marketinške trženjske pristope, tako izvajamo skupaj z našimi partnerji različne turistične in izobraževalne publikacije, ki imajo skupno podobo, celostno grafično, ki smo jo tudi razvili v zadnjih letih, digitalizacija, o kateri bomo tudi danes nekaj govorili, spletna stran, ravno zaključujemo z novo spletno stranjo, ki bo res usmerjena v predstavitev Poti miru od Alp do Jadrana v pravi produkt in pa kot evropsko idejo. Tukaj je nekaj naših primerov, mogoče tudi jih poznate. Želimo si, da partnerji, ki delajo skupaj zgodbo Pot miru, da tudi svoje prospekte oblikujejo v naši podobi. Primer informacijskih tabel jih je kar precej, od Bovca, Kranjske Gore do Krasa. V tem času pa ravno z italijanskimi kolegi Promoturizmom pripravljamo popis točk na italijanski strani, ki bomo tudi dodatno označili s tablami Poti miru in da bo trasa označena na terenu od, se pravi, Loga pod Mangartom do Trsta. Zaključim naj, to se pravi, Pot miru naj združi tisto, kar je nekoč Prva svetovna vojna razdružila. In vabljeni, da se nam pridružite, kot rečeno, nastaja nova spletna stran thewalkofpeace.com in še enkrat hvala za današnjo res veliko udeležbo in veselim se razprave in tudi zaključnega srečanja. Hvala, Maša. Zdaj še Mara. Ja, dober večer vsem. Mislim, se vidimo, smo vsi prisotni. Najlepša hvala, to se pravi, sedaj Maši in Andreju. Se vidi lepo ekran? Odlično. To se pravi, mislim, da zdaj bi šli malo bolj v podrobnost, prav zato, ker se pripravimo na našo debato. Mislim, da Andrej je lepo povedal, kaj so evropski projekti. Maša je povedala vsebino Poti miru. Sedaj bi vam pa povedala nekaj istočnic, ki bodo uvedle debato in s katero se bomo potem, kjer bomo razvijali misli in ideje, ker želeli smo si to srečanje, da bi zbrali novih idej, novih razmišljanj, nove motivacije, ker smo v enem zelo posebnem obdobju. To se pravi, takoj vam pokažem, kateri so dejavniki uspeha projekta Poti miru. Te dejavnike uspeha smo jih pač izluščili, tudi ker kot ste videli, projekt ima že 20 let. Vidite tiste barvane kvadratke? V tistih barvanih kvadratkih je vse. Je magija, ki potem ustvari razvoj enega teritorija. Vedno pojmujemo evropske projekte kot razvojne projekte, to se pravi, da nam pomagajo, da dosežemo cilje in da spremenimo stanje v nekem okolju. Pot miru je to dejansko dosegal in še vedno dosega. Prvi ključni so motivacije in kompetence. Močna mora biti motivacija v prostoru. Na ravni ustanovnih članov, to je bila fundacija, je bila ZRC SAZU, Kobariški muzej. To so inštitucije, ki so in posamezniki, ne smemo pozabiti, da so tudi neki posamezniki v okolju, kobariškem okolju in tolminskem, vedno verjeli zelo močno v idejo Poti miru, v idejo miru, ki je izviral v tem prostoru. Seveda, motivacijo morajo spremljati kompetence. Govorimo o najboljših kadrih, govorimo o ljudeh, ki v svoje izobraževanje vlagajo stalno energije in delo in tudi v
podporo svojega okolja. Drugi ključni element je bila vedno politična podpora v najboljšem smislu vseh županov občin, ne glede na to, da se je v 20 letih spreminjalo politično okolje, seveda, poznamo vsi zgodovino, vendar so župani na italijanski in tudi na slovenski, predvsem na slovenski strani meje, vedno podpirali to okolje. To se dosega seveda z dialogom. Pripadnost strategiji. Strategija je bila vedno jasna. Cilj je tudi vedno jasen, vendar tista, kar je ta glavna, je strategija. Ohraniti ta koncept miru, ga razvijati na različne načine in ga ustvarjati z konkretnimi aktivnostmi na teritoriji. Strategija je ena in tista mora prevladati vedno, ne kratkoročni učinki ali podobne stvari. In to so vedno delili, je pot miru vedno tista skupina ljudi, se vedno bolj širi. Tisti, ki se približa poti miru, sprejme svoje cilje, sprejme vrednote poti miru in jih širi. To se pravi, da jih v prostor umešča. In zato tudi na vseh ravneh društva, ponudniki, agencije za razvoj seveda podpirajo projekt. Veliki izziv so globalni trendi in o tem bomo še danes govorili, ker se je treba vedno prilagajati realnosti. 20 let ali 30 let, odkar je bil ustanovljen Kobariški muzej, so vseeno na tej naši meji pustili in spet se je pisala vedno zgodovina, pišemo še zmeraj to našo preljubo zgodovino in pot miru se temu vedno prilagaja in vedno obrača v pravo smer, s tem, da je vedno zvest svoji strategiji, svojim osnovnim vrednotam in seveda svojemu prostoru. Tisto, kar bi radi danes predebatirali za vami, je novo, zakaj bomo o teh ključnih dejavnikih hočemo razmišljati z vami, kako za naprej. Smo v novem strateškem obdobju, kar se tiče Evropske unije, finančnem in vsebinskem. Smo v novi normalnosti, ki jo daja COVID. Točno, ne? Praktično naš svet se je spremenil leta 2020, se bo še naprej, leta 2021 ne bo, kakor je bilo pred enim letom. Ne moramo si to misliti, zato moramo tudi razviti strategije, da bomo temu kljubovali. In se je okrepila nedvomno zavest o okrepljenem ravnotežju med skupnostjo in turizmom in o, recimo, lokalizaciji. Teh trendi so zelo važni. Tukaj vidite malo, kako bo STO, to se pravi Slovenska turistična organizacija, malo razmišlja in ta je tudi ta smer, to se pravi nova realnost, kdo bodo turisti po COVID-19, turizem .0, 5.0, to je digitalizacija, marketing, kako bomo vabili v naš prostor ljudi. To so recimo, vidite, da tukaj spet ponovimo, kako se bo to razvilo skupaj, kaj pomeni, katere so točne točke, ta glavne. Spremembe v potovanjih, okrepljen pomen kraja, kamor se vračamo ali kamor, ki ga želimo obiskati, kaj pomeni digitalizacija in od globalizacije k lokalizaciji. Pa smo tu. Zdaj vam pokažem, katere so iztočnice naše debate. Potem nas bo naš super tehnik, moram pa pohvaliti ekipo Društva mladih Slovencev v Italiji za odlično organizacijsko delo in seveda za tehnično podporo tudi pri tem, ker ustvariti pač brainstorming online je tudi izziv, kateremu smo se vsi radi odzvali. Imamo 3 iztočnice. Prva iztočnica je... Ne vidi se PowerPointa. Se ne vidi PowerPointa? Obrni, si na prvi strani PowerPointa. Ok. Pardon. Zakaj? Tako se vidi? Ja. Zdaj vidite? Ja. Ok, super. Ok. To se pravi, iztočnice za današnjo skupno debato so naslednje. Kaj so zate, to se pravi, vprašamo posameznika vrednote poti miru in če so aktualne za današnji čas. Jernej Šček je povedal zelo lepo frazo po mojem in je rekel, da pot miru je zgodovina, ki je sedanjost. To vam dajem v razmišljanje. Kaj bo privabilo turista na pot miru leta 2021 in leta 2022? In digitalizacija, prednosti in slabosti digitalizacije za pot miru. To so tiste 3 vprašanja, skozi katera bomo šli v posameznih skupinah. Vsaka skupina bo imela svojega moderatorja in pomočnika. Tako da bomo delali skupaj.
imamo nekatera pravila, ko delamo te brainstorminge, ki bi jih rada zelo na kratko povzela. To se pravi, vsi imajo vedno pravico do besede, prvo pravilo. Drugo pravilo je, da nikoli ne sodimo, obsodimo ali kritiziramo katerokoli idejo, iztočnico, razmišljanje, ki pride na dan. Vse je pozitivno, vse je dobrodošlo, vse bomo umestili v prostor in čas. In seveda, to je, pravimo temu lepo beseda tudi v slovenščini, viharjenje idej. To se pravi, da povezovanja so dobrodošla na vseh ravneh. Sestavili smo skupine tako, da so različne po starosti, različne po kompetencah, različne po zanimanjih, različnih tudi po geografski pripadnosti članov. Tako da res so dobrodošla razmišljanja vseh vas. Tako da jaz bi rekla, da če smo pripravljeni, Lucija, lahko se že gremo v skupine. Vidite, da lahko pridete noter, avtomatsko bomo potem se spet vsi skupaj dobili in povzeli skupne točke oziroma pregledali vse ideje, ki so prišle na dan in ki bodo oblikovale naslednjo dobo poti miru. Nasvidenje kmalu!